Lepo pozdravljeni. Upam, da ste si odpočili in da ste pripravljeni na sklop svežih izobraževalnih vsebin. Ponovno pozdravljeni na dnevu slovenskega lesarstva, s katerim širimo spodbudna dejstva o lesu, utrjujemo zavedanje, da je to gradbeni material, ki nam riše zeleno prihodnost, in predajamo veliko koristnega znanja z področja lesne industrije. Pred nami je prvi sklop strokovnih predavanj z naslovom Krožno, digitalno, pametno, priložnosti za lesarje. In da bomo kar se da spodbudni, bomo začeli kar pri spodbudah. V luči novih usmeritev glede prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo se tudi strani države načrtujejo intenzivne aktivnosti glede promoviranja uporabe lesa, tudi z različnimi razpisi in finančnimi vzpodbudami za razvoj lesno-predelovalne panoge. Kateri razpisi so trenutno aktualni, kaj se pričakuje v bližnji prihodnosti in nekaj usmeritev, kam po posamezne oblike spodbud, nam bo predstavil gospod Darko Sajko z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije. Dober dan, sem Darko Sajko in prihajam iz Direktorata za lesarstvo v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kot napovedano, vam bom v današnji predstavitvi podal nekaj osnovnih informacij o aktualnih finančnih spodbudah, namenjenih lesno-predelovalni panogi. Ministrstvo dodeljuje razvojne spodbude v okviru različnih tipov instrumentov, ki jih izvaja samo oziroma v sodelovanju z svojimi izvajalskimi inštitucijami, kot so Slovenski podjetniški sklad, potem Javni regionalni razvojni sklad, SID banka in Javna agencija Spirit. Prvi tip instrumentov so tako imenovani horizontalni razpisi, ki jih ministrstvo izvaja z namenom spodbujanja nekega ciljno usmerjenega področja, ki je aktualno za širši spekter podjetij iz različnih panog, torej tudi podjetij iz lesno-predelovalne panoge. To so na primer spodbude za regionalni razvoj, za spodbujanje raziskav in razvoja, za digitalizacijo, internacionalizacijo in promocijo ter podobne druge vsebine. Drugi tip instrumentov so panožno usmerjeni razpisi. Ti razpisi naslavljajo neko vsebinsko področje, aktualno za neko ciljno usmerjeno panogo, in tukaj imamo na področju lesne predelave trenutno aktualna dva razpisa. Prvi je namenjen spodbujanju malih in srednje velikih podjetij, in sicer za razvoj novih produktov iz lesa. V okviru tega razpisa se financirajo oziroma sofinancirajo opredmeteni in neopredmeteni predmetena in neopredmetena sredstva, kot so na primer stroški nakupa strojev in naprav za izdelavo konkretnega izdelka, ki je bil predmet prijave. V okviru samega razpisa je možno sofinanciranje v višini od 20 do 45% upravičenih stroškov nekega projekta, pri čemer pa lahko znaša maksimalno vrednost prejete subvencije do 500 000 evrov. V okviru samega razpisa je predvideno dodeljevanje sredstev v okviru več odpiranj, tako v letu 2020 kot 2021, oziroma vse do porabe razpisanih sredstev. Trenutno imamo na razpolago 6,2 milijona razpisanih sredstev, glede na izražen veliki interes, pa je trenutno v postopku povečanje razpisane vrednosti za dodatna 2 milijona evrov. Drugi razpis, aktualen za lesno-predelovalno industrijo, pa je razpis SID banke, kjer gre za kredite z ugodno obrestno mero, s katerim se spodbuja projekte v predelovalne kapacitete. Tukaj imamo predvsem v mislih stroške nakupa raznih objektov oziroma izgradnje objektov, potem stroške za nabavo tehnološke opreme, za stroje in ostale naprave, s katerimi se povečujejo predelovalne kapacitete za predelavo lesa. V okviru samega
razpisa je možno pridobiti kredit v višini od 100.000 evrov do 5 milijonov evrov, pri čemer pa lahko znaša kredit največ do 85% vrednosti samega projekta. Več podrobnih informacij o konkretnem razpisu lahko najdete na spletni strani oziroma se informirate pri razpisovalcu tega razpisa, to je SID banka. Ministrstvo pa ima za večje investicije z širšim regionalnim vplivom omogočeno tudi individualno obravnavo tovrstnih projektov, kjer v okviru postopkov, ki jih opredeljujeta dva zakona, torej zakon o spodbujanju investicij ter zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ministrstvo individualno obravnava tovrstne projekte. Tudi tukaj v okviru tega instrumenta imamo na ministrstvu trenutno nekaj vlog z področja lesne predelave. Kaj se nam obeta v prihodnje? Ministrstvo je prepoznalo razvojni potencial uporabe lesa, predvsem v povezavi z prehodom v podnebno nevtralno gospodarstvo oziroma v povezavi s cilji krožnega gospodarstva. Tako pripravljamo različne ukrepe in razvojne spodbude, s katerimi, želimo predvsem prispevati k dvigu domače predelave lesa, k ustvarjanju novih delovnih mest ter k povečanju, prodajne realizacije lesno-predelovalne panoge. Z zadevnimi ukrepi želimo predvsem naslavljati sredstva iz trenutno aktualnih evropskih programov, kot so program za ohranjanje in odpornost, sklad za pravičen prehod in večletni finančni okvir v letu 2021 do 2027. Z zadevnimi dosedaj predstavljenimi ukrepi predvsem naslavljamo segment ponudbe, pri čemer pa ministrstvo izvaja tudi določene aktivnosti na področju promocije. To pomeni, da želi dvigniti ozaveščenost v širši javnosti glede pozitivnih učinkov rabe lesa oziroma lesenih izdelkov. Med tovrstne aktivnosti spada tudi današnji dogodek, katerega želimo, da v prihodnje postane nekako tradicionalni letni dogodek z področja lesarstva. Za zaključek bi želel samo še se navezati na slogan današnjega dogodka in sicer na samo dejstvo, da vsak izmed nas lahko z uporabo izdelkov iz lesa pomembno prispeva k bolj zeleni prihodnosti za nas in za naše zanamce. Hvala, gospod Darko Sajko. Če želimo les izkoristiti v vsej njegovi trajnosti, potem moramo načrtovati njegovo usodo, tudi ko bo enkrat svoje odslužil. Torej, kako les uporabiti več kot enkrat? Kako vse, kar ne gre v peč, uporabiti za visoko kakovostne produkte, katere so potrebne inovacije na področju odsluženega in odpadnega lesa, ki upoštevajo težnje po vse večji uporabi obnovljivih virov, nam bo v svojem predavanju pojasnila doktorica Andreja Kutnar z Neodvisnega znanstveno-raziskovalnega inštituta INNORENEW. Pozdravljeni, moje ime je Andreja Kutnar in prihajam iz Univerze na Primorskem in raziskovalnega inštituta INNORENEW. Danes vam bom v nekaj minutah poskušala razložiti, kaj je lahko vloga lesa v krožnem gospodarstvu, kje so naše priložnosti in kako lahko skupaj pripeljamo do inovacij, ki lahko rezultirajo tudi v ekonomskih učinkih. Kot lesarka seveda sem vedno zagovornica lesa kot materiala, ki ima številne priložnosti in prednosti v trajnostni družbi. Predvsem pa bi se danes osredotočila na gradbeništvo, kajti gradbeništvo je tisti sektor, ki nekako porabi 50% vseh na novo pridobljenih surovin in je tudi kar velik doprinos samim okoljskim vplivom. V Evropi gradbeni sektor omogoča oziroma zagotavlja 18 milijonov delovnih mest. Pri tematiki krožnega gospodarstva
pa v bistvu ne moremo mimo dejstva, da je preko 70 milijonov ton lesnega odpada, ki se proizvede pri gradnji. Od tega jih zgolj neko tretjino uporabimo ponovno oziroma recikliramo. Ko govorimo o krožnem gospodarstvu in pa predvsem ne smemo pozabiti omeniti zeleni dogovor Evropske komisije, moramo v bistvu si zamisliti in nekako les kot material v krožnem gospodarstvu uporabiti tudi kot obnovljivi material, ki ima priložnosti, da ga uporabimo v nešteto ciklih, vendar ne smemo zanemariti dejstva, da je potrebno dizajnirati kot tudi razmišljati o ponovnih uporabah na začetku življenjskega cikla. Pri lesu in drugih obnovljivih materialih je glavna prednost to, da gremo lahko iz gozda, pa zopet nazaj v gozd, ko odsluži v večjih ciklih v svojem življenjskem krogu. Pri neobnovljivih materialih lahko zagotavljamo krožnost z recikliranjem, vendar je ena ključna razlika, da vire pridobimo izven zanke, kot tudi zaključek življenjskega cikla je izven kroga oziroma zaprte zanke. Drugo, kar lahko pogledamo, je okoljski vpliv oziroma ogljični odtis. Tukaj v relativno kompleksni preglednici, upam, da vidite tudi vrednosti dovolj dobro, je primerjava različnih materialov in sicer njihov ogljični odtis, tako ogljični odtis emisij iz fosilnih virov kot iz biogenih virov. In neka glavna prednost, ko govorimo o ogljičnem odtisu pri lesu, je, da v sebi skladišči CO2. Preglednica prikazuje vrednosti za tako imenovano funkcionalno enoto 1 tone materijala in pri žaganem lesu ali lepljenih nosilcih je skupni ogljični odtis negativen zaradi skladiščenja CO2. Lahko primerjamo te vrednosti s steklom, s plastiko, z aluminijem in kaj kmalu ugotovimo, da z uporabo lesa lahko bistveno znižamo okoljske vplive. Seveda pa ne moramo zgolj se osredotočiti na to, kako uporabiti čim več lesa. Dejstvo je, da vsi ti materiali so uporabljeni tudi v gradbeništvu. Kot primer bi tu izpostavila največjo leseno stavbo v Sloveniji, ki je trenutno v fazi gradnje v Izoli, je novi dom oziroma prihodnji dom Raziskovalnega inštituta INNORENEW, katerega so dizajnirali in sprojektirali zaposleni Raziskovalnega inštituta. Ker se zavedamo pomembnosti vrednotenja okoljskih vplivov, smo izračunali tudi okoljski vpliv materialov, ki smo jih vgradili v stavbo. Izračun ogljičnega odtisa je pokazal, da ima naša hiša 3500 ton CO2 v tako imenovani fazi od zibelke do izhoda, se pravi pred začetkom gradnje. Trenutno se nahajamo v fazi gradnje, kjer seveda se tudi vprašamo, kako lahko znižamo okoljski vpliv. Eden izmed načinov, oziroma za kar smo se odločili na Raziskovalnem inštitutu, je izraba odpadnega lesa, ki nastane pri gradnji hiše oziroma stavbe. Pri tem moramo biti pozorni, da se les odpadni ustrezno zbira, sortira, pred ponovno uporabo pa tudi dekontaminira in seveda ustrezno predelati. Tukaj lahko izpostavimo prvi velik izziv, in sicer kako izbrati kakovostni les, ki nastane kot odpadek, da ga lahko ponovno uporabimo v novih
proizvodih. Drugi izziv, če gremo na obstoječe stavbe, je, kako izrabiti odslužen les. Eden izmed pomembnih vidikov pri izrabi odsluženega lesa je povratna logistika. Kako vse te materijale, ali če se osredotočimo zgolj na les, pripeljati nazaj do proizvodenj, kjer ga ustrezno predelamo in ponovno uporabimo. Eden izmed ključnih izzivov oziroma priložnosti je dizajniranje za demontažo in povečanje rabe odsluženega lesa. Se pravi, kako lahko danes oblikujemo in projektiramo stavbe na način, da jih lahko, ko odslužijo svoj življenjski cikel, ponovno uporabimo oziroma materijale v njih, ne da bi imeli probleme z razstavljanjem samih materialov in različnih v bistvu veznih sredstev. Oblikovanje za demontažo in predstavlja neko priložnost za obnovo in prenovo stavb, tako imenovane tehnologije zamenljivih spojev so tiste, v katero se raziskovalci trenutno zelo aktivno usmerjamo. Z namenom izrabe materialov in seveda v našem primeru lesa. Zakaj ne bi prišli na novo razmišljanje in dejansko hiše tretirali kot funkcionalne banke za shranjevanje materialov? Se pravi, stavbe poimenovati kot dolgoročno skladišče materialov in dejansko razmišljati o njihovi ponovni uporabi po zaključku prvega življenjskega cikla. Kot primer naj navedem primer dobre prakse podjetja iz Finske, ki je razvilo inovativni proizvod laminiranega lesnega proizvoda z valovitimi oblikami, ki je izdelano brez lepila, brez aditivov, ki že na samem začetku gradnje stavbe znižuje ogljični odtis gradnje in hkrati ga je možno lažje razstaviti in seveda ponovno predelati in ponovno uporabiti. Kje so neke priložnosti oziroma katere predloge bi navedla? Še enkrat bi izpostavila priprava načrta za proizvode ob koncu njihovega prvega življenjskega cikla. Drugo, kot zasnova stavb za demontažo in ponovno uporabo brez predelave. Naslednja, na primer, pohištvo, okna, vrata izdelati iz recikliranega lesa, izdelati dekorativne elemente v prostoru iz recikliranega lesa, seveda pa tu ne smemo pozabiti tudi na industrijo 4.0 in v samem monitoringu in spremljanju materijala v času življenjskega cikla uporabiti najnaprednejše tehnologije. Če bomo začeli uporabljati več lesa v gradnji, bo tudi v bodoče več odpadnega lesa in odsluženega lesa na voljo, ki ga lahko uporabimo v novih proizvodih, v krožno gospodarstvo vpeljamo več obnovljivih materialov, seveda pa ne smemo pozabiti na zelo pomemben dejavnik, da lahko to dosežemo, in sicer je to sprejemanje družbe za rabo odsluženih izdelkov. Za zaključek bi rekla, nekako vemo in znamo in imamo primere, kako narediti les trajen. Imamo primere 400 let in več starih izdelkov, ki so narejeni iz lesa. Tu imam eno sliko primera iz švedske ladje Vasa, katero sem prepričana, da vsi poznate. Ampak za zaključek bi izvala vse nas. Nujno je, da stremimo k 3 ključnim ciljem
da pripeljemo tudi lesarstvo v krožno gospodarstvo, in sicer prvi inovacije pri oblikovanju za demontažo, drugo pomembno nekako usmeritev, vzpostavitev povratnih logističnih sistemov in seveda zelo pomembno razviti nove tehnološke rešitve za čiščenje, predelavo in ponovno uporabo odsluženega lesa na trgu. S tem bi se vam rada zahvalila na koncu za vašo pozornost in upam, da če ste v sami predstavitvi našli tudi vaš interes, se prepoznali, da lahko pripomorete k doseganjem navedenih ciljev, se z veseljem z vami tudi srečamo in skupaj kreiramo nove inovacije slovenskega lesarstva. Hvala. Hvala, gospa Andreja Kutner. Od opcije smo prišli do nujne potrebe. Spomladanska karantena je čisto vse, sploh pa podjetja, postavila pred dejstvo, da je digitalizacija poslovanja neizogibna in potrebna čim prej. Jesen vse to samo še bolj potrjuje in s tem se odpira kopica novih vprašanj in individualnih potreb. Kakšne so možnosti podpore podjetjem in podjetnikom pri digitalizaciji poslovanja na področju lesne industrije, nam bo zdaj predstavila Katja Mohar-Bastar iz Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije. Lepo pozdravljeni. Moje ime je Katja Mohar-Bastar in prihajam iz Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije. Digitalno inovacijsko stičišče oziroma DIH Slovenija je enotna informacijska točka za digitalizacijo in digitalno transformacijo gospodarstva v Sloveniji. Naše storitve so predvsem ozaveščanje o pomenu digitalizacije, organizacija delavnic in dogodkov na temo digitalizacije, ustvarjanje baze znanja, svetovanja za mala in srednja podjetja in pa neposredno delo z malimi in srednjimi podjetji. Naš fokus so mala in srednja podjetja oziroma digitalizacija gospodarstva. Naše področja dela, kakor sem že omenila, digitalizacija gospodarstva, podpora za mala in srednja podjetja, digitalne kompetence, ustvarjanje digitalnih kompetenc, predvsem v podjetjih in prav tako za študijske programe in pa načrtovanje dela s kompetencami na večjih nivojih. Potem pa imamo 3 strokovna področja, ki so kibernetska varnost, umetna inteligenca in superračunalništvo oziroma high performance computing. Podjetja nas najbolj poznajo po dosedaj opravljenih vavčerjih za digitalno preobrazbo. Pri tem je Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije sodelovalo z SPS-om, Slovenskim podjetniškim skladom, ki je za digitalno preobrazbo ponudilo 4 vavčerje. To je vavčer za dvig digitalnih kompetenc, vavčerji za digitalni marketing, preko katerega so lahko podjetja naredila spletno stran, spletno trgovino, rezervacijske platforme, mobilno aplikacijo in podobno. Vavčer za pripravo digitalne strategije, ki je po mojem mnenju vsaj nek temeljni vavčer, da podjetje lahko prične z digitalizacijo. Vavčer za kibernetsko varnost, ki je še kako pomembna v današnjem času in je mogoče malce premalo prepoznana pri malih in srednjih podjetjih. V jeseni pa je SPS razpisal tudi vavčer za digitalno preobrazbo, kjer je podjetjem ponudil celotno digitalno preobrazbo. Ti vavčerji so zaenkrat pokoriščeni, se pravi sredstva namenjena digitalni preobrazbi so bila pokoriščena s strani malih in srednjih podjetij. Vavčerji pa pomenijo do 60% sofinanciranje teh produktov, ki sem jih naštela. To ne pomeni, da so ti vavčerji zavedno ukinjeni. Ko bodo prišla nova sredstva za ta področja, se bo ponovno začel vavčerski sistem. Kako to poteka? Podjetje se prijavi za vavčer, izdela izdelek, ki sovpada z zahtevami tega vavčerja. Za izdelavo izbere strokovnjaka za digitalizacijo iz kataloga
Diha Slovenije. Na to končni izdelek da ponovno v pregled Dih Slovenija in ko je končni izdelek odobren, dobi povračilo sredstev v višini približno 60%. Vavčer za digitalno preobrazbo še poteka, prav tako nekateri, ki sem jih prej naštela, in to je eno dobro orodje za podjetja, da se lahko lotijo digitalizacije, ker recimo, če sami ne vejo, kako bi postopali, se lahko z digitalno strategijo usmerijo v pravo smer in potem opravijo tudi druge potrebne poteze. Kakšen je naš akcijski načrt, kakšni so naši cilji? Naši cilji so, kakor sem že povedala, digitalizacija malih in srednjih podjetij. Kako to počnemo? Prva točka je vzpostavitev ekosistema. Pri tem trenutno, zdaj, ko smo v prvi fazi, Dih Slovenija namreč obstaja dobro leto, še raziskujemo trg. Spomladi smo naredili anketo, kjer smo preverjali, kakšne so potrebe podjetij po digitalizaciji, kje smo z digitalizacijo podjetij, kaj je dejansko tisto, kar potrebujemo, in na podlagi tega potem lahko delamo ukrepe. Pri vzpostavitvi ekosistema ravno tako delamo z drugimi analitskimi orodji. Zdaj imamo tudi naslednjo anketo, kjer gledamo kompetence, in vmes smo imeli še eno o e-poslovanju. Tako da mi zelo natančno spremljamo trg, da bi videli, kakšne so potrebe in kaj so dejansko tisti ukrepi, ki jih moramo narediti. Potem naša naslednja točka so kompetence. Nekaj sem prej že povedala o kompetencah, ampak mi gledamo kompetence kot nekaj pomembnega oziroma osnovnega za digitalizacijo. Nobeno orodje in nobena tehnologija nam ne bo pomagala, če naši zaposleni, če mi sami z njo ne bomo znali ravnati. Zato so kompetence, zdaj smo tudi v obeh recimo situacijah, ko smo morali ostati doma, videli, katere kompetence nam manjkajo. Po spomladanski karanteni je veliko ljudi ugotovilo, da se mora izobraziti recimo v uporabi orodij za komuniciranje nadaljavo ali pa recimo kakršnih koli programskih opremah, ker ljudje, ko so ostali doma, niso imeli računalniških strokovnjakov in so se morali znajti sami. Tudi v namen, da bi tukaj pomagali za kakšno hitro pomoč, smo v naši bazi znanja na spletni strani dihslovenija.si že pripravili nekaj videotutorialov, kjer si lahko vsi pač pogledajo in se naučijo korakov pri urejanju dokumentov, uporabi različnih platform in tako naprej. Potem povezovanje in koordinacija. Naša zelo močna vloga je na mednarodnem nivoju. Dihi se povezujemo na evropski ravni in tam iščemo tudi priložnosti za mala in srednja podjetja, povezovanja s tujimi podjetji in pa koordinacijo mednarodnega sodelovanja. Potem imamo pa še promocijske in motivacijske dogodke. Pri tem imamo tudi dogodke za iskanje investitorjev, da podjetja seznanimo z odprtimi razpisi, in to se tudi objavlja na naših spletnih straneh pod rubriko Odprti razpisi, kjer si lahko pogledate, kdo išče partnerstva, mini konzorcije in kje je možnost za za pridobitev nepovratnih sredstev. Eden od projektov, pa bom zdaj samo tega še opisala, zato ker jih pač ta povezuje več projektov iz našega akcijskega načrta, je opolnomočenje malih in srednjih podjetij za digitalizacijo. Trenutno v času, ko nimamo vavčerjev, bomo malim in srednjim podjetjem pomagali na način, da najprej izpolnijo raziskavo digitalne zrelosti. To je tudi objavljeno na naši spletni strani, da se točno, to je kar zajeten vprašalnik, da se
točno identificira, kje so močne strani, kje so šibke strani posameznega podjetja. Potem bo to anketo oziroma vprašalnik pregleda, bo podjetje dobilo poročilo, kjer bo jasno opredeljeno, kaj je potrebno zanj, da spremeni. Hkrati pa bo dobilo tudi možnost posveta s svetovalcem, s katerim bosta pripravila načrt za digitalizacijo. Z svetovalcem bo podjetje imelo kar nekaj časa, nekaj ur, zato da naredita, tako kot bi rekli po angleško, roadmap. Pogleda, kaj je narejeno, kako bi moralo delovati, kaj se lahko, na kakšen način se peljejo te stvari. V glavnem, in potem je podjetju prepuščeno, zdaj lahko s pomočjo svetovalca naprej oziroma na kakršenkoli način želi, izvajanje ukrepov iz načrta. Ko so ti ukrepi izvedeni, pa podjetje ponovno opravi oceno digitalne zrelosti. Mi pa vidimo, kakšna je bila razlika med prvotno in pa končno oceno digitalne zrelosti. Pričakujemo, da se bo tem podjetjem, ki bodo šla skozi takšen proces, ocena digitalne zrelosti znatno dvignila in da bo v bistvu ta proces dejansko pripomogel k digitalizaciji. Kakor sem rekla, ta projekt je še v pripravi, načeloma ga bomo izpeljali v prihodnjem letu, medtem ko prve raziskave digitalne zrelosti že potekajo in so podjetja ravno tako vabljena na našo spletno stran, se pravi dihslovenija.si, da izpolnijo vprašalnik in pridobijo prvo poročilo. Kaj pa je za nas za prihodnost? V prihodnosti, se pravi, ravno kar poteka razpis za evropske dihe, to pomeni Evropska digitalna inovacijska stičišča. Kaj bodo storitve teh evropskih digitalnih inovacijskih stičišč? Nekatere storitve že izvajamo, to so recimo spodbujanje digitalnih kompetenc in veščin, pomoč pri iskanju investitorjev. Kar pa je dejansko novega, je pa to, da bomo podjetjem omogočili okolje za testiranje pred investiranjem. To pomeni, da recimo gre se predvsem za nove tehnologije, za katere se podjetja težje odločajo, saj so nekaj novega na trgu, niso prepričane, da bo višina investicije upravičila ta strošek. Gre pa predvsem za tehnologije umetne inteligence, za superračunalništvo in pa druge napredne tehnologije ter kibernetsko varnost. V tem okolju bodo podjetja lahko stestirala, kako bi na njihovo poslovanje vplivalo uporaba takšne tehnologije in se šele na to odločila za nakup. No, v glavnem, kot sem rekla, ta razpis trenutno še poteka. Prizadevamo si, da bi pridobili sredstva iz tega razpisa oziroma da bi bili potrjeni kot Evropsko digitalno inovacijsko stičišče skupaj z našimi partnerji. To pomeni, da se nas je 6 digitalnih inovacijskih stičišč iz Slovenije povezalo v enoten konzorcij, kjer vsak lahko doprinese en delček k tem tehnologijam in k tem zahtevam Evropske skupnosti po podpori slovenskega trga pri digitalizaciji. Gre za digitalizacijo tako gospodarstva kot javne uprave, mi se pač predvsem fokusiramo za gospodarstvo. Tukaj so še naši kontakti, vljudno vabljeni na obisk spletnih strani in naših socialnih medijev. Tam se sproti objavljajo koristne informacije, tudi razpisi, možnosti financiranja, videotutoriali, v glavnem polni se baze znanja, tudi strokovnimi članki. Seveda pa smo vam na voljo tudi neposredno, tam imate mail in pa telefon, tako da hvala za pozornost. Hvala, gospa Katja Mohar Bastar.
Krize nenehno spreminjajo globalno okolje, v katerem podjetja tekmujejo. To od njih zahteva, da se prilagajajo z načinom poslovanja. Težko je biti na trgu dober in to od nas terja nenehno prožnost in iskanje, katere so naše avtentične prednosti, ter izpolnjevanje svoje obljube trgu bolj kot kdajkoli prej. Kako torej prilagoditi svoj način poslovanja, da bomo v danih razmerah lahko ne le preživeli, ampak celo rastli, nam bo razkrila direktorica podjetja Fimago in predavateljica na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici, gospa Mateja Milost. Dober dan, vsem skupaj en lep pozdrav na našem današnjem virtualnem srečanju, kjer bomo skupaj poskušali pogledati, kakšne so prodajne prakse v današnjem času, v času pandemije in kako naj se podjetja tudi v tem času med seboj povezujejo, da poiščejo tiste prave poslovne priložnosti, čeprav v tem času zagotovo to ni lahko. Naslednji. Svetovna zdravstvena kriza, v kateri smo se znašli, je gotovo hitreje kot kadarkoli prej spremenila globalno okolje, v katerem danes podjetja delujejo in konkurirajo. Vemo, da so se spremenile neke ustaljene navade in pričakovanja naših kupcev in posledično se seveda poraja tudi potreba po hitrem prilagajanju na novo nastale razmere. Čeprav mi vsi skupaj na pojem krize pogledamo večkrat v pomenu stiske, nevarnosti, nekih gospodarskih težav, pa dejansko, če pogledamo izvorni pomen te besede, ki izhaja iz grškega samostalnika krizis, dejansko to pomeni odločitev. Točko preobrata, ki bo sprožila tudi nove priložnosti. In na tak način želimo na trenutne razmere pogledati tudi mi, kajti dejstvo je, da podjetja, ki bodo pravočasno prepoznala in se ustrezno prilagodila na drugačno realnost, ne bodo samo preživela, pač pa bodo v tem času, ki prihaja, celo prosperirala. Naslednji. Ne glede na razmere in seveda številne pritiske, katerim so danes podjetja podvržena, dejstvo je, da smo in še vedno ostajamo tudi v tem času življenjsko odvisni od naših kupcev. Torej, tako od tistih v nacionalnem, kot tudi od tistih v mednarodnem okolju. Lahko bi rekla, da kupci tudi danes, oziroma predvsem danes, zelo potrebujejo kvalitetne ponudnike, da lahko rešujejo svoje številne težave hitro, pa tudi varno, prilagodljivo, torej še vedno se popolnoma svobodno odločajo, kdo je tisti, ki jim daje največjo vrednost, komu bodo zaupali svoj težko prisluženi denar. Danes pa vemo, da bodo uspešni ponudniki tisti, ki bodo najbolje naslavljali temeljne vrednote, ki so danes neko materialno preživetje, stabilno poslovanje, zdravje in seveda varnost na vseh nivojih. Naslednji. Če smo torej življenjsko odvisni od naših kupcev, je torej naš osnovni fokus na razumevanju njihovih motivov in zagotovo navad, ki se spreminjajo. Kako so se navade in prioritete naših kupcev spremenile v tem zadnjem obdobju, to je vprašanje, s katerim se ukvarjamo in gotovo se bomo strinjali, da je danes večji fokus na nekih osnovnih vrednotah. Ljudje smo danes namreč fokusirani v stabiliziranje življenja, v stabiliziranje poslovanja, prizadevamo si dejansko na trdne temelje postaviti vse to, kar v življenju najbolj šteje in zgraditi neko novo normalnost. In seveda ponudniki, ki bodo v tem času svojo ponudbo kar najbolje znali podpreti svoje stranke v čim kvalitetnejšem preživetju in stabilnem poslovanju, tisti, ki bodo znali prispevati kar največ k vsem oblikam varnosti in bodo na nek način vplivali tudi na boljše zdravje ljudi, imajo prav v tem obdobju lepo priložnost, da še okrepijo zaupanje svojih strank in okrepijo položaj na trgu.
V tem času se zaradi nestabilnosti gotovo poraja tudi potreba po vse bolj kvalitetnih odnosih, po povečanju zaupanja in povezanosti. Torej, komunikacija in odnos z našimi kupci sta ključna dejavnika, tudi v tem času za ohranjanje njihove zvestobe, vendar pa smo sedaj postavljeni pred nov izziv. Izziv, ko je to povezanost in odnose potrebno graditi skozi drugačne kanale. Torej, biti moramo previdni, da bomo kljub prehodu na digitalne medije ohranili osebni pristop in da bomo zelo premišljeno gradili zaupanje in povezanost skozi kombinacijo različnih kanalov, kjer seveda digitalno absolutno pridobiva na pomenu. Naslednja zadeva zaradi težav, ki smo jih vsi občutili, kar zadeva preskrbe iz nekih globalnih verig, postajamo na drugi strani vse bolj naklonjeni lokalnim ponudnikom. In če govorimo o priložnostih za podjetja, tako na domačem trgu kot na nekih bližnjih trgih, je za podjetja pomembno, da so sedaj v lokalnem okolju aktivni in tudi družbeno odgovorni, kajti na ta način bodo pridobili še večje zaupanje in zvestobo lokalnih in regionalnih kupcev, in to ne samo v tem obdobju, ampak tudi v nekem dolgem roku. Po kratkem pregledu teh glavnih sprememb v navadah in prioritetah kupcev pa se zdaj vračamo na osnovno vprašanje, za katerega pravimo, da je danes še toliko bolj kot kadarkoli prej pomembno, da imamo nanj zelo, zelo jasen odgovor. Naslednji. Gre za vprašanje, kaj je obljuba trgu danes. Gre pravzaprav za iskanje odgovora, katere potrebe našim kupcem mi pokrivamo, katere težave rešujemo, kako to počnemo, katere koristi lahko danes stranke od nas pričakujejo, tudi jutri, ne glede na razmere. Torej, v čem smo kljub nestabilnosti boljši in drugačni od naše konkurence. Vse to, oziroma prav to je to, kar strankam daje razlog, da se odločijo za nas. In v tem, ali smo mi pogosteje kupčeva izbira, ali je to naša konkurenca, v tem je pravzaprav vsa razlika med uspehom in neuspehom podjetja. Naslednji. Vendar je danes na našo veliko obljubo in na naš namen, ki ga na trgu želimo izpolniti, potrebno pogledati nekoliko drugače. In sicer, danes moramo cilje našega podjetja, kjer ustvarjanje čim večjega čistega dobička zagotovo ostaja v ospredju, je treba vendar na ta naš individualni poslovni cilj pogledati tudi skozi prizmo perečih družbenih potreb. Zakaj? Pomagati je treba namreč našim strankam, tako poslovnim kot zasebnim, da izidejo iz te situacije kot zmagovalci. Kajti samo na ta način bomo tudi mi sposobni stabilizirati naše poslovanje. Zakaj? Ker smo od njih, kot smo ugotovili, življenjsko odvisni. Torej, povedano drugače, biti moramo pozorni, da se zdaj, v tem času, ko je težko biti dober, pokažemo, da dokažemo naše prednosti, da naše stranke doživijo to našo drugačnost, da doživijo to našo diferenciacijo, kar bo seveda zgradilo zaupanje ne samo za današnji čas, ampak tudi za čase, ki prihajajo. Naslednji. Biti dober v današnjem času zagotovo pomeni tudi biti sposobni prilagoditi način poslovanja in delovanja, kajti zunanje razmere to od nas sedaj zelo jasno zahtevajo. In če smo bili do sedaj, vsaj od krize 2008 dalje, lahko rečemo v nekem stanju gospodarske stabilnosti, pretežno smo živeli v stabilnosti. In kaj je v stabilnosti najpomembnejše? Zagotovo smo vsi zasledovali cilj največje učinkovitosti. Vendar,
Ko se razmere na trgu zamajajo, ko postajajo situacije dinamične, nepredvidljive, polne nekih izzivov, v takih razmerah postane ključna neka druga vrednota, nek drugačen način delovanja, ki mu pravimo prožnost. Torej, prožnost kot sposobnost preživetja in uspešnega delovanja tudi v zelo nepredvidljivih in potencialno neugodnih razmerah. Naslednji. Dejstvo je namreč, da ko se stanje v družbi in na trgu hitro spreminja, ko imamo veliko dinamiko, mora biti tako tudi naše delovanje. Torej, prožnost in hitro odzivne kratkoročne strategije so ključ za uspeh. Kakšne so značilnosti prožnih sistemov, bomo na hitro pogledali v nadaljevanju, zagotovo sposobnost iskanja hitrih in drugačnih rešitev. Razmere od nas terjajo tudi hitro odločanje in na to opazovanje, kaj deluje, kaj ne deluje. Torej bi lahko rekli hitro učenje iz realnih odzivov na trgu. Čemur seveda mora potem slediti neko prilagajanje in delo na izboljšavah. Naslednja pomembna lastnost je modularnost, to pomeni možnost različnih oblik povezovanja med poslovnimi enotami, funkcijami, službami v podjetju, pa tudi s kupci in dobavitelji in naprej. Sistemi so lahko zgrajeni bodisi za največjo optimizacijo in učinkovitost, lahko pa so zgrajeni za razvijanje. To pomeni, da imamo nek prostor za preoblikovanje, za nadgradnjo, glede na nove priložnosti, nove težave in nove informacije, ki prihajajo iz okolja. In ne nazadnje, naša podjetja, vsa podjetja morajo začeti tudi s predvidevanjem in preizkušanjem prožnosti glede na različne možne scenarije, ki se nam v prihodnje še uspejo dogoditi. Se pravi, popolni lockdown, zapiranje določenih trgov, kaj vse lahko bomo še v prihodnosti srečali, ne vemo. Dejstvo je, da se moramo pripraviti na prožnost, jo testirati, torej hitri, kratkoročni odzivi, dolgoročno pa naj bi prožnost postala del naših poslovnih strategij. Naslednji. Poleg do sedaj omenjenih sprememb je potrebno na tej točki poudariti tudi spremembe, ki so se zgodile na področju komunikacije. In sicer izpostaviti bi želela nujno potrebo po jasni, avtentični komunikaciji, ki pomeni jasno, transparentno, odprto komunikacijo do vseh, do zaposlenih, do kupcev, do dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev. Kajti v teh pretresih smo ljudje tako omajali zaupanje v vire informacij, naveličali smo se nekih nepreverjenih, zavajajočih vsebin. Zato danes podjetja morajo poskrbeti, da postavijo komunikacijo na trdne, konkretne, avtentične in jasne temelje. In seveda tudi, da komuniciramo dovolj pogosto. Kajti, ko se razmere hitro spreminjajo, pogosteje potrebujemo tudi relevantne informacije. Naslednji. Kot že rečeno, smo danes vedno bolj primorani v komuniciranje prek digitalnih medijev. Govorimo torej o digitalizaciji internih procesov, o delu od doma, o prehodu na vse bolj digitalno poslovanje in prodajo. Na digitalno ne prehajamo samo mi in naši kupci, ampak vsi naši poslovni partnerji, dobavitelji, kar dejansko pomeni, da morajo podjetja čim prej zgraditi nek učinkovit, digitalni, celovit ekosistem. Naslednji. Da se digitalnemu trendu res ne bomo mogli izogniti, kaže tudi prikaz rasti spletne prodaje v obdobju 2014-2023, kjer lahko zelo jasno vidimo to rast. Seveda v času po COVID krizi je pričakovati še hitrejšo rast spletne prodaje, spletnih nakupov, kajti velik del ljudi bo svoje spletne izkušnje iz časa krize pretvorilo v navado. Naslednji. Ker je temu tako,
morajo podjetja seveda zagotoviti, da bo digitalna uporabniška izkušnja celostna in seveda tudi prijazna. Celostna pomeni, da bo zajemala dejansko vse faze prodajnega procesa. Od promocije, izbire, pogodbe, naročila, poprodajnih aktivnosti in seveda ta izkušnja mora biti na drugi strani čim bolj enostavna, intuitivna, bomo rekli, kar podobna tej izkušnji v živo, omogočati torej osebni pristop in tudi možnost svetovanja. In še pomembna zadeva, mobilni telefoni bodo postajali še pomembnejša stična točka z našimi kupci kot do sedaj, zato je nujno, da čim prej optimiziramo uporabniško izkušnjo tudi na mobilnih zaslonih. Naprej. Spričo povedanega lahko pričakujemo tudi, da bomo v prodaji po digitalnih kanalih imeli opraviti z novimi ciljnimi skupinami uporabnikov. Dejstvo je, da v času krize smo povečali zaupanje v digitalni svet, tudi znanja za uporabo, kar pomeni, pridobili smo neke nove ciljne uporabnike, ki do sedaj niso bili naklonjeni virtualnim povezavam. Prav tako gremo tudi v čas, ko mlade generacije prevzemajo, postajajo vse pomembnejši akterji, tako med našimi kupci kot med odločevalci, kar tudi govori v prid novih digitalnih skupin na pomembnih mestih. Vse povedano torej govori v smer, da bo potrebno digitalizacijo poslovanja in prodaje pospešiti bolj kot kadarkoli prej. In seveda naprej, na koncu se vprašajmo še, s katerimi glavnimi izzivi virtualnega povezovanja se podjetja soočajo v zasledovanju cilja ohranjanja in večanja obsega prodaje. Ukvarjamo se torej z vprašanjem, kako ohraniti odnos in odlično sodelovanje z obstoječimi kupci, kako pridobiti neke nove kupce na obstoječih trgih, in kako vstopiti na nove ciljne trge. Prav sedaj, ko so socialni stiki zelo omejeni in ko je možnost potovanj pravzaprav skorajda nična. Zagotovo danes naše okno v svet predstavljajo sodobna orodja. Poglejmo, kako najbolje delovati v virtualnem svetu. Naprej. Torej, virtualna orodja so tista, ki nam omogočajo izvedbo predstavitev in različnih oblik poslovnega sodelovanja danes, ne glede na razdalje in omejitve. In na nas je seveda, da to znamo čim bolje izkoristiti. Da torej ne čakamo, da se bo karkoli spremenilo, da bomo šli nazaj v stare razmere, kajti najverjetneje nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Nujno je, da sprejmemo situacijo, v kateri smo, in da poskušamo prepoznati nove virtualne prodajne priložnosti, bom rekla, da naš prodajni proces enostavno preselimo na druge kanale. Naprej. Pogledali bomo nekatera priporočila, s katerimi lahko izboljšamo virtualno povezovanje in na ta način povečamo svoje možnosti, da prek virtualnih medijev tudi povečamo svoj obseg poslovanja. Prvo pravilo zagotovo je to, da se opremimo z neko odlično računalniško opremo in izberemo spletno orodje, ki funkcionira. Se pravi, ki ponuja dovolj kvalitetno, bomo rekli, virtualno delovno okolje, kjer ne bo prihajalo do nepotrebnih šumov in motenj. Skrbno oblikujte agendo in pazite na izmenjavo ključnih podatkov. Z drugimi besedami bi lahko rekla, poskrbite za red in organizacijo tudi v virtualnem okolju. Tako glede časa, trajanja virtualnih srečanj in seveda pazite, da prek sistema izmenjate s sogovorniki vse tiste ključne podatke, ki jih boste potem potrebovali za vzdrževanje in vzpostavitev dobrega odnosa in seveda tudi učinkovita pogajanja v nadaljevanju. Naslednja pomembna stvar je, da oblikujete predstavitev, ki stranko navduši. V ospredju naj bo vaša vrednost.
vaša velika obljuba. Torej, stranko je potrebno navdušiti z uporabno vrednostjo, ki jo imate, da stranka začuti, da ste prav vi zanjo prava rešitev. Da bo z vašo pomočjo izboljšala svoje življenje in poslovanje in da ste sposobni njene izzive naslavljati boljše od ostalih ponudnikov. Seveda, da vam bo to uspelo, morate biti jasni, jedrnati in deliti le relevantne informacije, avtentične zgodbe, kar pomeni, ne pišimo in ne govorimo preveč, ampak to, kar je za stranko relevantno. Torej, konkretno, argumentirano, jasno. To pa seveda od nas zahteva, da se na srečanja tudi odlično pripravimo. Torej, opravite domačo nalogo, pridobite vse ključne informacije, ki jih lahko pridobite o podjetju, o ciljnem sogovorniku, kje so težave, kako lahko pomagamo in seveda pripravite si specifična vprašanja, s katerimi boste pridobili specifične tehtne informacije, da boste lahko učinkovito nadaljevali prve poslovne korake in pogajanja. In seveda ne pozabimo, da gre vedno za odnos med ljudmi, torej ustvarite osebni odnos, pazite na interakcijo, naj se stranka počuti z vami pomembna. Slišana, pokažite na ta način, da vam je mar. In seveda follow-up aktivnosti, tako kot do sedaj. Po vsakem virtualnem ali dogodku v živo, naj bo sejem business-to-business dogodek, pravo delo se začne šele po tem. Torej, rangirajte, kvalificirajte svoje potenciale, obdelujte jih po prioritetnem vrstnem redu, odgovarjajte hitro, učinkovito, bodite pri komunikaciji jasni, konsistentni, vse to so priporočila, ki so veljala tudi že do sedaj, se ohranjajo, vendar po novih medijih, kar pomeni, da moramo biti samo še bolj učinkoviti. In seveda za konec samo še moja želja in povabilo, da na nove razmere ne gledamo toliko kot na težave, pač pa kot na izziv, ki nam prinaša nove priložnosti in neko novo vrednost. Kajti svet se za uspešnost zagotovo ni ustavil, lahko bi rekli, da so se zgolj spremenila neka pravila igre, ki pa jih zmagovalci zagotovo hitro usvojijo. Najprej seveda z odločitvijo, da gremo naprej, potem pa z zanosom in trdim delom. Tako so se vedno začela pisati prva poglavja novih zgodb, in seveda jaz vsem vam in vsem nam želim, da bi bile naše zgodbe o uspehu. Najlepša hvala vsem za pozornost in seveda pogumno, vztrajno, z zanosom tudi v teh težkih časih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Mateja Milost. In zdaj gremo v še bolj konkreten primer. In sicer bomo od blizu spoznali potek procesa razvoja in izvedbe večjih mednarodnih hotelskih projektov za afirmirane svetovne hotelske blagovne znamke. Kako arhitekti in inženirji pri razvoju iščejo balans med stroški, funkcijo in atraktivnostjo dizajna? Kakšne so smernice razvoja novih materialov, ki se aplicirajo v hotele, in kako konkretno poteka oblikovanje interierja v hotelu? Z nami je gospod Rok Barbič iz podjetja Stillles. Vsem, ki si boste ogledali ta prispevek, najprej prijazen pozdrav in dober dan. Sem Rok Barbič in v Stillesu 9. leto upravljam funkcijo predsednika uprave. Stilles je podjetje, katerega core business je opremljanje hotelov. Poleg tega smo še dobavitelj pohištvenih komponent za karavaning industrijo ter proizvajalec pohištva lastnih blagovnih znamk za retail. Opremljanje hotelov v strukturi naših poslovnih prihodkov pomeni cirka 92%, preko 90% svojih prihodkov pa realiziramo na tujih trgih. Družba ima trenutno 270 zaposlenih in je lani realizirala skupaj 33 milijonov evrov prihodkov. Opremljanje hotelov za nas pomeni zelo resen in kompleksen proces, ki združuje vrsto razvojnih aktivnosti ter izvedbo širokega spektra produktov in storitev, od zaključnih gradbeniških del pa do izvedbe interierjev.
tistih, ki jih proizvedemo sami in tudi tistih, ki jih po naročilu dobavimo od naših kooperantov in pa dobaviteljev. Naša dejavnost je v glavnini odvisna od turizma in turizem je panoga, ki je zaradi COVID krize kratkoročno gotovo med najbolj prizadetimi. Problem je, da je potem prizadetih vrsta dejavnosti, ki pravzaprav poganjajo, generirajo turizem, od letalskega transporta, športa, kulture in tako naprej. Trenutno je še bistveno preveč neznank in čejev, da bi lahko dali neke konkretnejše odgovore, kaj se bo v turizmu pravzaprav dogajalo v naslednjem kratkoročnem dvoletnem obdobju. Moramo pa izhajati iz tega, da znotraj Evropske unije v turizmu dela 27 milijonov zaposlenih, od tega jih na primer v Nemčiji dela 3 milijone, kar je primerljivo z avtomobilsko nemško industrijo. V letu 2018 je bilo v državah Evropske unije realiziranih skoraj 3 milijarde nočitev. Skratka, gre za tako pomembnega igralca znotraj evropske ekonomije, da je eno od težišč intervenističnih ukrepov tako v Uniji kot v Sloveniji usmerjeno v kratkoročno reševanje turizma. Iz profesionalne baze hotelskih projektov, ki jo pri svojem delu uporabljamo tudi v Stilesu, vidimo, da napovedi za hotelske projekte v naslednjem kratkoročnem obdobju niso preveč rožnate. Vrednost investicij v hotele naj bi v Evropi v naslednjem letu še raslo, kar je posledica še nedokončanih projektov, potem pa v letih 2022 in 2023 pa bo ta vrednost strmo padala. V nadaljevanju bomo pojasnili potek procesa razvoja in izvedbe večjih mednarodnih hotelskih projektov za afirmirane svetovne hotelske brende. Stiles se pri projektih, kjer imamo opravka z brandiranimi hoteli, srečuje s 3 deležniki, z investitorjem, s franšizo in pa z dizajnerjem. Pristop investitorjev glede upravljanja hotelov je raznovrsten. Pri manjših nebrandiranih hotelih investitorji po investicijskem posegu tudi sami upravljajo hotel. Pri večjih hotelih pa se investitorji dogovorijo za sodelovanje z neko hotelsko franšizo, na primer z Marriotom. In zato, da hotel deluje v okviru franšize, plačajo neko licenčnino. Hotelska franšiza pa se na to odloči, ali bo hotel upravljala sama, ali pa bo upravljanje zaupala nekomu drugemu, nekemu drugemu upravljavcu, ki je seveda zavezan, da hotel upravlja v okvirih, ki jih določajo standardi hotelske franšize. Včasih pa je investitor kar hotelska franšiza sama. Pri hotelskem opremljanju investitor seveda želi minimizirati stroške oziroma našo ceno ter sam čas izvedbe. Franšiza seveda na vsak način želi uveljaviti svoje standarde in tu seveda ni nikakršnih odstopanj. Potem pa imamo dizajnerje, ki so prevečkrat inferiorni do časa in stroškov in želijo vedno nek unikaten dizajn ter pustiti na projektu nek svoj podpis. Pa še pri stroških je prevečkrat tako, da predpisujejo materiale in razne dobavitelje, s katerimi so prej naredili nek svojevrsten deal. In Stiles mora tu seveda zadovoljevati interese vseh 3 deležnikov. Torej poiskati med njimi nek kompromis oziroma neko presečno množico. Sicer se lahko pohvalimo, da smo v zadnjih 5 letih delali za zelo renomirane franšize oziroma njihove podbrende in tudi za eminentne dizajnerske hiše, na primer recimo Marriott Luxury Collection, gre za v hotelskem biznisu top brand. Trenutno v Stilesu izvajamo 2 projekta, in sicer Luxury Collections v Tbilisiju, ki ga je zdizajniralo francosko dizajnersko podjetje Hat iz Pariza. Drugi projekt Luxury Collection pa izvajamo v Budimpešti, ki ga je dizajniral MKV iz Londona. Izvajali smo recimo 2 projekta za Park Hyatt. Park Hyatt hotelov je na svetu trenutno samo 32. Mi smo izvajali obnovo hotelov na Dunaju in Zerichu, pa potem opremljali hotel Marriott Beograd v Gruziji, ki je bil leta 2018 strani Marriotta imenovan za najboljši
hotel znotraj celotne franšize Marriott v evropski regiji. Zopet ta hotel je zdizajniralo dizajnersko podjetje Hat iz Pariza. Pa smo potem opremljali Grand Hotel Park v Rovinju, ki ga je dizajniral studio Lissoni Milano, pa potem Grand Hyatt Koči v Indiji, Millennium v Londonu, Ritz-Carlton v Almatiju, Marriott v Minsku, Kempinski na Dunaju in tako naprej in tako naprej. Trenutno poleg naštetih delamo še na hotelih Hammeron v Zerichu, pa na projektu NH v Frankfurtu. Trenutno največji projekt izvajamo v Senegalu in sicer gre za obnovo hotela King Fahd v Dakarju. V Sloveniji pa smo prisotni na projektih Four Points by Sheraton v Ljubljani in na hotelu Habakuk v Mariboru, kjer tudi izvajamo celovito obnovo. Kot omenjeno, smo veliko delali za Marriott, ki je največja hotelska franšiza na svetu. V njihovem portfelju so recimo tako ekskluzivne hotelske znamke, kot so Ritz-Carlton, Luxury Collections, ki sem ga omenil prej, pa GW, Sheraton, St. Regis, W, Four Points, Le Méridien, Westin in tako naprej. V bistvu celoten portfelj globalno predstavlja skupaj več kot 6500 hotelov oziroma več kot 1,3 milijona sob. Letno Marriott ustvari za dobrih 22 milijard ameriških dolarjev prometa. Kar se pa tiče investitorjev, so zgodbe, ki jih piše naša zgodba, zelo zanimive. Od bivšega predsednika vlade v Gruziji, ki je po Forbesu težak 5 milijard dolarjev, pa do velikih pomembnih družin, pa bivših politikov, pa recimo do investitorjev, ki so samo gradbinci. V nadaljevanju nekaj besed, kako konkretno poteka priprava dizajna in interierja v primeru, ko smo vključeni v večji projekt, kakšne od renomiranih hotelskih franšiz, ali opremljanja v smislu novogradnje ali pri opremljanju v primeru obnov hotelov. Prvo, kar se pri pripravi dizajna zgodi, je seveda izbor dizajnerja. Ponavadi ga investitor ali franšiza izbereta skupaj, s tem, da ima pri sprejemu te odločitve franšiza ponavadi kar ta zadnjo besedo. Prevladujoče okolje, z katerega prihajajo dizajnerji za 5-zvezdične hotele, sta seveda London in Pariz. Dizajnerjem, investitorjem in franšiza v začetku procesa predata nek input, predvsem v smislu tržnega pozicioniranja hotela, ekonomskih ciljev, ki jih želita doseči in tako naprej. Dizajner pa je seveda zavezan celoti upoštevati standarde franšize. Ti so zelo celoviti, naprimer predpisujejo, kateri elementi morajo biti prisotni v hotelskih sobah, njihovo specifiko, velikost in tako naprej in podobno seveda tudi v javnem delu hotela. Dizajnerska hiša najprej pripravi nekaj rešitev v smislu tridimenzionalnih prikazov in le-te potem uskladi z investitorjem in franšizo ter na to pripravi skice, ki so osnova za tenderje za izbor izvajalcev. Temu sledi potem priprava tako imenovanih stage 1 načrtov. Ta dokumentacija pomeni uskladitev dizajnerskih rešitev za arhitekturo in že pripravljeni načrti za HVAC, torej elektro- in vodovodne inštalacije, prezračevanje. Pravzaprav gre v tem delu za umeščanje dizajna v prostor. To nalogo lahko opravi dizajnerska hiša, v večini primerov pa jih na projektih, kjer smo vključeni mi, pripravimo kar z našo ekipo hišnih arhitektov. Pripravijo se tudi načrti polaganja keramike, parketa, tepihov in tako naprej. Pred dokončnim potrjevanjem dizajna se v večini projektov izvede value engineering. Prihaja namreč do tega, da so izbrane dizajnerske rešitve predrage in presegajo investitorjev budžet. Stilesovi inženirji in arhitekti v tem primeru oziroma v tej fazi iščejo alternativne materiale alternativnih dobaviteljev ter druge tehnološke rešitve, ki v generalnem smislu ne rušijo dizajnerskega koncepta, lahko pa seveda generirajo ekonomske prihranke. Pred potrditvijo dizajna se izvede potem še vzorčenje vseh materialov,
ki se z value engineeringom niso spreminjali, in seveda tudi tistih, ki so predlagani v alternativnem smislu. Ko so stage 1 načrti potrjeni, sledi priprava delavniških načrtov za vse komponente interierja, ki se proizvajajo custom made, torej po naročilu. Stiles pripravi načrte za vse tovrstne izdelke, ne glede ali jih proizvedemo mi v naši proizvodnji ali pa pač naši kooperanti. Ne glede ali govorimo o lesenih komponentah ali o steklu, kovini, kamnu ali pa o drugih materialih. S potrditvijo tovrstne dokumentacije strani glavnega dizajnerja je dizajn dokončno potrjen in proizvodnja se tako lahko začne. Stilesovi arhitekti in inženirji pri razvoju nenehno iščejo balans med stroški, funkcijo in atraktivnostjo dizajna. Kot razloženo v preteklem delu, Stilesov tim arhitektov, dizajnerjev in inženirjev nekako išče ta balans in pri vseh razloženih izhodiščih se išče najprej alternativne materiale, bodisi so to materiali, ki pomenijo sam alternative v smislu drugih dobaviteljev ali pa alternativni materiali kot drugačni materiali. Tu se uporablja Stilesov know-how, rešitve iščemo tako pri lesenih komponentah, steklu, kovini, praktično pri glavnini materialov. Naslednja možnost je v smislu poenostavitev detajlov, predvsem tistih detajlov, ki niso vidni, in spet omogočajo potem določene cenejše pristope. Tu gre prvenstveno za sodelovanje med našimi konstruktorji in arhitekti. Potem zelo pomembno področje, kjer se išče ta balans, je seveda svetloba, ki jo je potrebno upoštevati pri vseh rešitvah. Pa potem trajnost interierja. Pomembno je recimo pri 4-zvezdičnih hotelih upoštevati, da je cikel, ko se interier menja, tam med 8 in 10 let. V zadnjem času, ko smo soočeni z posledicami COVID krize, pa seveda tudi poseben poudarek dajemo površinski zaščiti interierja in iščemo inovativne rešitve. To bomo pa pojasnili nekako v nadaljevanju tega prispevka. Nekaj več o smernicah razvoja novih materialov, ki se aplicirajo v hotele v nadaljevanju. Nekako z vstopom v leto 2020 in s tem novo desetletje ter tudi aktualnostjo povezano s COVID-om so se začeli nakazovati trendi, ki bodo zaznamovali oblikovanje hotelskih interierjev. Oblikovanje prostorov že nekaj časa presega zgolj funkcionalno urejanje posameznih enot, ampak predstavlja ustvarjanje ambientov, ki so v največji možni meri prilagojeni uporabnikom. In prav pri urejanju hotelskih ambientov lahko ustvarjamo okolja, kjer lahko gostje doživijo nova izkustva. Dizajnerji hotelskih interierjev zato vse bolj težijo k ustvarjanju novih izkušenj, dobrega počutja gostov. Pomembno je oceniti seveda cilje, namenjene cilje in pa ambicije naročnika, hkrati pa opaziti trg in povezavo s sedanjimi in prihodnjimi generacijami. Rešitve izdelane z interaktivnim pristopom upoštevajo estetiko, funkcionalne potrebe, tehnološke možnosti, dostopnost in skrb za okolje. Pri tem vse bolj in bolj se večji poudarek doživlja biofilično oblikovanje, ki je eden izmed trendov, za katerega predvidevamo, da bo močno zaznamoval naslednje leto in bo trajal verjetno tudi celotno desetletje. Biofilija pomeni potrebo človeka po povezanosti z naravo. Biofilično oblikovanje pomeni vključevanje naravnih materialov, naravne svetlobe, vegetacije, pogledov na naravo in drugih izkušenj naravnega sveta v sodobno oblikovane interierje.
Koncept tega je, da narava resnično izboljša naše počutje. Bivanje v takšnih prostorih, tako domačih kot začasnih, hotelskih, pa pozitivno vpliva na naše počutje in vsakdanje življenje. Uporaba lesa, kamna, vodnih elementov in zelenja pomagajo ustvariti pomirujoč občutek v prostoru. Tovrstni koncept je tesno povezan s bolj zavestnim načinom življenja, ki temelji na trajnostnih odločitvah in krožnemu pristopu k oblikovanju, saj se povzema naravni proces, kjer nič ni uničeno, ampak le preoblikovano. Okolju prijazni materiali, materiali so v zadnjem desetletju so se dobro uveljavili pri stanovanjski gradnji, sedaj pa k temu trendu gravitira tudi hotelirstvo. To je vsekakor smiselno, saj si predvsem mlajše generacije prizadevajo za ohranjanje našega okolja in za zagotavljanje zelenih alternativ, kar je tudi eden od kriterijev za izbiro hotela. Oblikovanje interjerja zato predvsem pride do izraza naravni materiali, reciklirani materiali in materiali, ki so trajni in tudi po intenzivni uporabi zagotavljajo dobro funkcijo in lep izgled. Prav tako je pomembno, da uporabljene površinske obdelave zdržijo čiščenje sredstvi za razkuževanje in da imajo antimikrobne lastnosti. Pri naših dolgoletnih izkušnjah pri opremljanju hotelov smo bili nenehno izpostavljeni želji oziroma zahtevi hotelirjev, da se razvije trajnejše pohištvo, ki bo tudi po intenzivni uporabi zagotavljalo dobro funkcijo in pa lep izgled. Poleg tega situacija povezana s COVID zahteva uporabo materialov, ki so odporni na agresivnejša sredstva za razkuževanje, kot smo že omenili. Odgovor na ta izziv smo v Stilesu našli z tehnologijo Renew, ki je v bistvu tehnologija za površinsko zaščito interjerja in zagotavlja popolno zaščito različnih materialov in trendovski mat učinek na površini. Tehnologijo izvajamo tako, da pri zadnji plasti nanosa s posebnim nanotehnološkim postopkom suhe materne delce laka dvignemo na površino pod določenim kotom ter jih utrdimo z UV žarki. Pri običajnih zaščitnih nanosih pa so ti delci razporejeni plosko na površino. Prednost materialov, ki so lakirani z Renew tehnologijo, je, da se bistveno težje razijo, so vodoodbojni, vodoodporni in na njih ni prstnih odtisov ter madežev. Na primer, razlite tekočine, kot so agresivnejša razkužila, kava, rdeče vino in podobno. Izdelki imajo mat videz in so mehki ter žametni na dotik. Dodatna prednost opisane tehnologije je v tem, da so morebitne praske brez težav popravimo kar z vročo krpo. Po poškodbi se namreč suhi delci v laku postavijo oziroma prestavijo, a jih s toploto preprosto postavimo nazaj na prvotno mesto. Zaradi svojih prednosti lahko z Renew tehnologijo pohištvu dajemo drugačno uporabnost. Zaradi vodoodpornosti in vodoodpornosti lahko pohištvo uporabljamo v prostorih z višjo vlago, na primer v kopalnicah ali pa v plovilih. Še posebej so njihove prednosti izrazite pri pohištvu za kuhinje. Te površine namreč ne absorbirajo morebitnih madežev od kave, rdečega vina ali maščob, čiščenje pa je enostavno. Prav tako na teh površinah ni sledi prstnih odtisov. Visoko uporabnost tehnologija zagotavlja tudi v primeru uporabe pri parketih. V tem primeru parketu podaljšamo življenjsko dobo, predvsem pa estetiko, saj se bo težje razvil, v primeru prask pa je te enostavno odpraviti z vročo krpo, kot smo omenili. Izgled površine izdelka je lahko transparenten, s čimer ohranjamo naraven videz, lahko je lužen, s čimer lesu podarimo dodatne barve, ohranimo vidnost njegove strukture. Lahko pa je preprosto pokrivno lakiran, pri čemer si lahko potem kupec izbere prav vsako barvo po RAL lestvici. S to tehnologijo obvladujemo tako ploskve kot tudi robove, omejitev pa je ta, da so površine matiranega izgleda, torej visoki sjaji, niso mogoči. Smo pravzaprav edini proizvajalec to tehnologijo v Sloveniji in eden redkih proizvajalcev v Evropi,
ki uspešno rešuje tudi nanose na robovih. V preteklem letu smo za to rešitev prejeli priznanje Gospodarske zbornice za inovacijo. Potencialni uporabniki so lahko tako hoteli kot drugi javni objekti, pa vse do končnih potrošnikov, ki opremljajo svoj dom in pač želijo trajnejše pohištvo. V tekočem letu smo v laboratoriju oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani izvedli tudi test te tehnološke rešitve, ki je pokazal, da minimalna sila, ki povzroči vidno razo na površini vzorca, znaša 3 newtone. S tem se odpornost bodisi površine pohištva ali pa površine parketa izkazala za zelo dobro. Vzorci pa so se prav tako izkazali za zelo odporne proti hladnim tekočinam, primer acetonu, kavi, etanolu, olju in pa vodi. Pri vseh tekočinah na površini ni bilo zaznatih prav nobenih sprememb, ne glede na čas izpostavitve. Tehnološko rešitev Renew smo že aplicirali na interierno opremo v hotelih Marriott Luxury Collections v Budimpešti in pa na Four Points v hotelu Sheraton v Ljubljani. Druga inovacija predstavlja Liquid Metal, gre tudi spet za inovativni površinski premaz, ki lahko prav vsakmu kosu pohištva zagotovi brezšivno zaprto pravo kovinsko kožo in tako da videz naravne in torej videz in pa naravne lastnosti kovine. S to na nek način poroko teh materialov dobimo simbiozo. Les na eni strani zagotavlja dobro oblikovanje in vse njegove ostale pozitivne lastnosti, medtem ko kovina v kombinaciji z lesom omogoča višjo estetiko in na ta način lepši detalj in s tem posebno kvaliteto ambienta. Nova lesena površina je tako glede na izdelek lahko poljubnega videza ali na primer brona, bakra, medenine, nerjavečega jekla ali pa neke druge kovine. Potem imamo tu še neke druge materiale, recimo v javnih delih hotelov se je precej uveljavila uporaba sintranega kamna kot trajnostna alternativa naravnemu kamnu, je povsem naraven material, ustvarjen s tiskanjem in žganjem mešanice granita ali glinenca, steklenih mineralov in naravnih oksidov. Prav tako so v trendu tla iz teraca in porušenega betona. Trendi kažejo, da se kot talna obloga v hotelskih sobah vse bolj uveljavlja parket, kombinacija lesa in prostoječih tepihov ne kaže le prefinjenega in sofisticiranega sloga, ampak je tudi simbol čistoče. V današnjih časih, ko narašča pomembnost kakovosti zraka, mikrobov, virusov, bo ta kombinacija sigurno postala temeljna. Prosto stoječe preproge se lahko redno perejo, učinkovito se tudi uporabljajo za blaženje vseh akustičnih izzivov, s katerimi se soočamo pri trdih površinah. Mogoče nekaj o barvnih trendih. Po nekaj sezonah izbiranja drznih in ekstravagantnih odtenkov je po izboru inštituta Pantone barve leta 2020 klasično modra, katere vključuje v projekte notranje opreme, je bilo že mogoče zaznati. Skozi zgodovino je bila modra barva vedno povezana z mirom, umirjenostjo in udobjem. Barvni trendi, ki se nakazujejo v interierju, za katere pričakujemo, da bodo zaznamovali nekaj naslednjih sezon, vodijo najprej k naravi, saj asociirajo na leto, torej rjava, v odtenkih temno rjave, čokoladne, barve cimeta in barve karamele v kombinaciji z modro in pa zeleno. Rjava tudi pomeni stabilnost, zanesljivost in varnost. Mogoče nekaj besed o hotelskih javnih prostorov. Javni hotelski prostori se razvijajo, nastajajo novi. Hotelski lobiji so se razvili iz vhodnih prostorov, kjer so popotnike seznanili s podrobnosti in
torej v njihovih prenočiščih ter krajih, ki jih je potrebno obiskati za kulturno udejstvovanje ali zabavo. In ravno v hotelskih lobijih lahko opazimo prepletanje med delom, zabavo, druženjem in pa kulturo. Ti so postali prostori za mreženje, kavarne, bare, restauracije in sodelovalne pisarniške prostore. Povprečen hotelski gost je ves čas povezan s pametno napravo, vedno dosegljiv. V javnih hotelskih prostorih so zato zelo cenjeni dostop do brezžičnega, udobni stoli in klubske mizice, na katere lahko med konferenčnim klicem odložimo prenosnik ali pa tablico. Ravno zato dober dizajn v teh prostorih igra glavno vlogo, se predstavljajo preplet coworkinga in pa sprostitvenega prostora. Zahteve po skupnih notranjih prostorih so vedno večje, prav tako pa je potreba po več funkcionalnosti vse večja, tako pri oblikovanju izdelkov kot pri interiernem oblikovanju. Vsekakor je prav pri vsakem projektu oblikovanja hotelskega interierja potrebno nuditi možnost, da se razvije in poudari individualnost in posebnost določenega ambienta hotela. Edinstvenost s kančkom karakteristik posameznega življenja in z roko v roki s kvaliteto poskrbita za prepoznavnost. Hvala, gospod Rok Barbič. Odgovorov na vročo temo, kot je digitalizacija, ni nikoli preveč. Sploh, ko se lahko učimo prek dobrih praks. Problematika večjih podjetij je pogosto v tem, da nimajo enovite baze podatkov. In tako procesi od dizajna, proizvodnje in prodaje zajemajo vsak iz svoje baze, kar pomeni podvajanje časa in dela. Kako v praksi uspešno izvajati proces, ki zajema celoten proces od naročila prek proizvodnje do izdelave in prodaje prek enotne baze podatkov? Kako torej uporabiti tako imenovano CAD/CAM tehnologijo, nam bo na primeru iz pohištvene industrije povedal Veljko Gortnar iz podjetja Alples. En lep dober dan želim vsem skupaj. Današnja tema, zelo popularna, zelo aktualna, torej digitalizacija. Ne glede na to, a je podjetje malo, ali je podjetje velikosti, kakor smo mi, kakor je Alples, vsaka ima verjetno v svoji strategiji na prvem mestu digitalizacijo, vpeljava digitalizacije v podjetje. In res zadnji moment je, da si podamo roko z digitalizacijo, jo krepko držimo in jo ne izpustimo. Če pogledamo procese, ki potekajo v vsakem podjetju, torej osnova so proizvodi, tukaj poimenovano dizajn, to je načrtovanje, to je oblikovanje produktov, iz katerih seveda črpa prodaja svoje podatke, oblikuje naročila, jih pošilja v podjetja, tam jih ustrezno pripravijo podatke in seveda proizvedejo naročeno. Kot vidimo tukaj na skici, je cela vrsta različnih baz podatkov, ki seveda tu prihaja problematika sinhronizacije med njimi in neurejenosti. Torej, osnova digitalizacije je urejenost podatkov, ki je pa prikazana tukaj na desni strani. Torej, govorimo o enotni bazi podatkov, v katero tako kreirajo, kot tudi kasneje črpajo vse ustrezne podatke. Če pogledamo pohištveni trg in seveda izzive tega trga, torej konkurenca je vse večja, globalizacijo je seveda majčkeno zaustavil tale COVID-19 v letošnjem letu, vendar glede na digitalizacijo bo vedno bolj prisotna. Stranke danes so vedno bolj individualno usmerjene, torej želijo si neko individualnost, raznolikost ponudbe na trgu je velika, v letošnjem letu je pa seveda ta COVID-19 celo predvidevanje postavil na glavo in pred leti predvidevanja o porastu internetne prodaje, ko se je govorilo, da bo prodaja večja za 10, 20, 30%, lahko rečemo, da je danes v nekaterih branžah tudi do 2-krat, 3-krat ali še več, še večja. Če še enkrat pogledamo vse procese, ki se odvijajo v podjetjih, torej osnova je ta dizajn, produkti, govorimo o načrtovanju, govorimo o oblikovanju produktov, ki so seveda osnova
za prodajo. Prodaja na podlagi teh podatkov oblikuje naročila. Naročila se posredujejo v podjetja, v podjetjih jih obdelujejo in naknadno posredujejo v proizvodno, kjer se seveda proizvede pohištvo in dostavi stranki. Vsi ti procesi morajo biti seveda povezani v eno celoto, kjer lahko govorimo o enotni bazi podatkov. Ko govorimo o prodaji, govorimo seveda v tem primeru za internetno prodajo, torej zahteve uporabnikov, zahteve internetne prodaje, enostavnost rokovanja, grafični konfigurator, ki seveda ne sme ponujati zgolj izbiro barv, izbiro dekorjev, ampak tudi neko mersko prilagodljivost, 3D vizualizacija, ki je danes lahko rečemo že kar fotorealistično, renderi, takojšen preračun cene s ponudbo, ta ponudba se seveda pretvori v naročilo in posreduje v podjetje, različne opcije plačil ter seveda prilagodljivo za različne medije. Torej ni dovolj, da imamo primerno za računalnik, ampak ravno tako za tablice in mobitele. Torej govorimo o uporabniški izkušnji. Vsi razvijalci grafičnih programov seveda razvijajo nove tehnologije, pojavljajo se novi trendi, torej zelo pomembna virtualna resničnost, torej planiranje in konfiguracija virtualnega prostora in seveda interaktivna resničnost, to je pa načrtovanje virtualnega pohištva v prostoru tistemu, ki ga stranka ima. Dizajn, produkti in s tem seveda naročila, lastnosti, parametrično 3D konstruiranje, torej ni dovolj, da govorimo o 3D konstruiranju, mora biti tudi parametrično, spremembe se izvajajo avtomatsko, zelo hitro, avtomatsko generiranje vseh potrebnih risb, avtomatsko generiranje materialnih potreb ter avtomatsko generiranje CNC programov za proizvodno. Proizvajanje, proizvodna, torej kaj je zelo pomembno, proizvodna dokumentacija in CNC podatki dobimo direktno iz 3D konstrukcije, torej govorimo o CAD podpori, kontrola celotne proizvodne, določanje zaporedja operacij ter preračun in nadzor vseh proizvodnih časov. Proizvodno obvladujemo seveda preko etiket, te etikete imajo QR kode ali črtne kode, ki identificirajo tako vrsto komponente v proizvodni, CNC programe, delovne postopke ter izbiro ustreznega stroja. Vse te procese je seveda treba združiti, nekako povezati v neko celoto, kjer lahko črpamo brez težav vse podatke, ki jih potrebujemo. Torej, povezljivost, obvladovanje naročil, osnova je, da je ena podatkovna baza, seveda trend je preko oblaka, clouda, obvladujemo z mobilnimi napravami, tablicami. Uporaba je tako v prodaji, tako v proizvodni, v izmerah, na montažah. Torej, v proizvodni poskeniramo na elementu QR kodo in dobimo praktično vse podatke o tem elementu, o potrebnih operacijah in tako naprej. Ko še omenimo vsebino, seveda to so tisti produkti, kaj sploh prodajamo, ki je osnova vsega. Torej govorimo o integriranem podatkovnem modelu, torej ena podatkovna baza, v katero kreirajo vsi uporabniki in iz katere ravno tako tudi črpajo vse potrebne podatke. Torej posodobitev podatkov je možna 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Obvladovanje takšnega principa je enostavno, brez nekih nepotrebnih sinhronizacij med različnimi bazami podatkov. Ena podatkovna oblika, vsem uporabnikom je dostopno ravno tako 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Vzdrževanje je predvsem zelo, zelo enostavno in govorimo o neki brezpapirni obdelavi. Če za zaključek
seveda zelo najbolj pomembna pri digitalizaciji je ustrezna CAD/CAM povezava, ki ima ravno tako podporo pri prodaji. Torej, osnova je tisti konstruiranje oziroma CAD podpora, iz katere se črpa vse podatke, črpa jih prodaja, na podlagi teh podatkov oblikujejo naročilo posredujejo podjetje, avtomatsko se pripravi vsa potrebna dokumentacija, pretvori v proizvodne zahteve in v proizvodni tudi izdela. Torej, če pogledamo, digitalizacija je nujnost za industrijo 4.0. Internetna prodaja je seveda kot velika priložnost in nujen odgovor na trende, ki so trenutno in ki še prihajajo. Povezljivost je zelo dobra med komunikacijo, med sami podatki in vsemi procesi v podjetju. Seveda govorimo pa o novi dodani vrednosti in konkurenčni prednosti pred ostalimi. Hvala.